Razstava Afganistan, slovenski pogledi se je nekako začela pred skoraj 8 leti. Leta 2010 sem po naključju izvedel, da se pripravlja manjša razstava risb afganistanskih beguncev oziroma otrok afganistanskih beguncev iz Irana in pa tudi iz Afganistana, ki se je odvijala v Celju in takrat sem šel v Celje si ogledati to razstavo in spoznal sem gospo Kristino Radej, ki je bila takrat odpravnica poslov na slovenskem veleposlaništvu v Teheranu in ona je nekako vodila projekt s še nekaterimi nevladnimi organizacijami, da je usposabljala te otroke afganistanskih beguncev in jih tudi opremila z risarskim materialom, se pravi barvicami, risalnimi listi in tako naprej. No in ti otroci so potem naslikali, narisali približno 600 risb na temo Moja domovina, moj kraj, šege in navade. Skratka, zelo etnološke teme, tako da mi je bilo to zelo zanimivo in vse skupaj se je dogajalo v neki mali galeriji, ki se je že leta ukvarjala z razstavljanjem otroških risb iz vsega sveta. Tokrat je bil na vrsti Afganistan, čeprav vemo, da je Afganistan že dolgo let v vojni in je pravzaprav zelo težko karkoli organizirati v zvezi z Afganistanom. No, ta galerija je podeljevala tudi nagrade in prvo nagrado je dobila neka afganistanska deklica in kot nagrada je bila to, da je lahko prišla na obisk v Slovenijo s svojimi starši. Tako da je bila prisotna tudi na podelitvi nagrad v Celju in takrat sva se z gospo Kristino Radej tudi pobliže spoznala in iskala nekoga, ki bi popeljal to razstavo še kam drugam, razen v Celju. Jaz sem bil pripravljen sprejeti to nalogo, kajti sam sem kustos za Azijo in o Afganistanu se pravzaprav pri nas še ni kaj dosti govorilo, niti ni organiziralo kakršnih koli razstav. Tako da sem potem popeljal to razstavo še v Gorico, v Goriški muzej, na grad Dobrovo, potem v Celovec, na slovensko gimnazijo, odpotovala je tudi v Bruselj, v New York in pa Washington. Bila pa je razstavljena tudi pri nas v Slovenskem etnografskem muzeju in pa v Teheranu in potem se je vrnila ponovno v Teheran. Ob tem, ko sem organiziral to razstavo po različnih koncih Evrope, sem prišel na idejo, da bi pripravili v našem muzeju neko večjo razstavo, neko večjo etnološko razstavo o Afganistanu. V tistem času smo imeli tudi zelo uspešno razstavo Orinoco, o južnoameriških Indijancih iz porečja Amazonije in skratka vse to mi je dalo nekako misliti oziroma idejo in pobudo, da sem se odločil, da pripravim razstavo v Afganistanu, s tem, da me je seveda tudi naš kolektiv in pa takratna direktorica, dr. Bojana Rogle-Škafar, podprla. Zdaj, zakaj Afganistan, me dostikrat vprašajo, to je bil pač eden izmed teh motivov, po drugi strani pa tudi, ker je bila slovenska vojska udeležena od leta 2004 v Afganistanu. Se pravi, kar nekaj Slovencev je že imelo stik z Afganistanom, od vojakinj in vojakov jih je bilo približno 1600, že pred tem pa so tudi mnogi Slovenci in Slovenke potovali skozi Afganistan. Seveda se mi je to začelo pozneje nekako odpirati, razkrivati in ugotovil sem, da so mnoge zgodbe, mnoge zanimive zgodbe v povezavi z Afganistanom. Tudi sam sem bil v Afganistanu prvič 1974 na poti po kopnem v Indijo, takrat sva sestra potovala proti Indiji in tudi skozi Afganistan
in v tistem času, predvsem v 60. in pa 70. letih, so mnogi mladi potovali po tako imenovani hipijevski poti od Evrope po kopnem do Afganistana ali pa tudi naprej do Indije. Tako da v bistvu ta pot je postala zelo popularna, Afganistan pa tudi, ker je bil tako drugačen. Ko si prišel v tistem času v Afganistan, je izgledalo, kot da si se preselil v srednji vek. Namreč prometa je bilo bistveno manj, še vedno so uporabljali v glavnem konjsko vprego, kolesle, kamele, osle in tako naprej. Tudi elektrike ni bilo toliko, v glavnem so uporabljali petrolejke. In skratka, še vedno so bili živi bazarji, ljudje so bili izjemno gostoljubni in odprti in povsod je bilo varno. Tako da takrat je res dosti mladih potovalo po Afganistanu. Poleg teh popotnikov ali pa tudi hipijev so potovali tudi alpinisti, med drugim tudi naši alpinisti, slovenski, že konec 60. let. In ker Afganistan ima visoka gorovja, Hindukuš, potem tudi zadnji obronki Pamirja, tako da so nekateri alpinisti seveda si želeli preplezati še nedotaknjene vrhove in so to tudi uspeli. Zdaj, seveda, proces nastajanja te razstave je bil kar dolg, kar nekaj let. Zakaj? Ker so se pojavljali najrazličnejši problemi. V tem času so namreč padle 4 slovenske vlade, zamenjalo se je 5 ministrov za kulturo oziroma 1 ministrica, tako da kadarkoli smo se že nekako vse dogovorili in je izgledalo, da bo razstava lahko zaživela, je padlo vse skupaj v vodo. No, ampak jaz sem leta 2011 šel ponovno v Afganistan, tako da sem bil 2-krat, seveda tokrat v popolnoma drugih okoliščinah, v drugem času in tudi jasno, Afganistan je popolnoma drugačen, kajti vmes divja že približno 40-letja vojna v Afganistanu. Tokrat sem šel s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve in sicer sem izvajal posebno etnološko raziskavo. Raziskoval sem reintegracijo beguncev, ki se vračajo v Afganistan iz Irana v povezavi z njihovimi tradicionalnimi obrtmi. Tako da sem preživel mesec dni v Heratu, ob tem, ko sem se pogovarjal z ljudmi, ko sem jih srečeval, ko sem raziskoval, sem seveda spoznal tudi mnoge ljudi na različnih odgovornih delovnih mestih, kot na primer dekana ali pa rektorja univerze, potem direktorja muzeja, ki so ga prav v tistem času odprli, in pa še mnoge druge. In vse to me je nekako navedlo, da sem postal morda še bolj ambiciozen, morda tudi preveč naiven, ampak takrat sem nameraval organizirati veliko razstavo v našem muzeju v povezavi z veliko fotografsko razstavo v Ljubljanskem parku Tivoli in pa še naprej v Mednarodnem grafičnem centru razstavo o afganistanski kaligrafiji. Vendar žal skozi leta so se te ambicije krčile in leta 2017 smo končno le realizirali razstavo, ki se jo bomo gledali tudi danes in ki je pred nami. Razstava sama se začne nekako z afganistanskimi zmaji, ki so nam jih poslali direktno iz Kabula. In sicer zakaj zmaji? Ker nekako simbolizirajo svobodo in seveda tudi težnjo po svobodi. Zmaji letijo visoko v nebo. Hkrati pa je to tudi dolgoletna tradicija, ne le v Afganistanu, tudi v mnogih drugih azijskih deželah, spuščanje zmaja. Po drugi strani pa to tudi asociira na znano knjigo Tek za zmajem, svetovno znanega pisatelja, afganistanskega pisatelja Halida Huseinija, ki je bil po osnovni izobrazbi zdravnik, ampak prav s to knjigo je zaslovel, bila je prevedena, v 30-40 jezikov, tudi v slovenščini jo imamo.
No, in ta tek za zmajem je tako znan, postal tako znan, oziroma ta knjiga in pozneje je bil posnet tudi film, da v bistvu to asociira takoj na Afganistan. Spuščanje zmajev v Afganistanu je nekako vsakdanja navada tako otrok kot tudi odraslih, predvsem v petkih. Petki so njihove nedelje, takrat je dela prost dan in na nebu, zdaj ko sem bil nazadnje leta 2011, vidiš na modrem nebu, kako se spuščajo ti zmaji oziroma kako letijo zmaji. No in zanimivo je, da organizirajo tudi neke vrste tekmovanj, tako da privežejo na vrvice britvice in če uspe nekomu prerezati vrvico drugega zmaja, se pravi konkurenčnega, tekmovalnega in pač še druge tudi, potem eden od teh zmajev zmaga oziroma teh, ki spuščajo zmaje in s tem jasno postane nekako najpomembnejši in postane zmagovalec. Tako da je to povezano tudi z neke vrste tekmovanji. Sploh imajo Afganistanci zelo radi tekmovanja, tudi druga, in ob tem tudi stavijo, tako da so ta tekmovanja povezana tudi lahko z relativno majhnimi stavami ali pa tudi z visokimi stavami. Ob sami razstavi, ko sem pripravljal vsa ta leta, smo jo potem razdelili na več delov. In sicer prvi, tako da pravzaprav govorimo kar o projektu Afganistan slovenski pogledi, ne samo o razstavi. Namreč, ko sem iskal ljudi, ki so bili v Afganistanu, sem jih uspel najti približno 100, 50 od teh sem osebno srečal in se spoznal z njimi, nekatere sem pa že poznal, v bistvu se mi je to nekako kar širilo in ob tem smo tudi prišli do izjemno zanimivih zgodb, no in 28 teh zgodb smo objavili oktobra 2016 v knjigi, ki ima enako ime kot tudi razstava, poznejša razstava, ki smo odprli 25. maja 2017, Afganistan slovenski pogledi. Skratka, izdali smo kar zajetno knjigo na 300 straneh z 28 zgodbami iz različnih časovnih obdobij, od 60., 70. let pa seveda vse do danes. Potem naslednja faza pa je bila priprava razstave. Zdaj sam Slovenski etnografski muzej praktično ni imel kaj dosti predmetov iz Afganistana, tako da je bila naloga poiskati predmete nekje v nekem bližnjem muzeju. No, najprej sem našel oziroma vzpostavil stike z Dunajskim etnografskim muzejem, ki se danes imenuje Weltmuseum. Oni imajo zelo lepo zbirko iz Afganistana, vendar se je izkazalo, da ne morejo posoditi nobenega predmeta. Tako da sem iskal naprej in sem prišel do Varšave, do Muzeja Azije in Pacifika, ki ima prav tako afganistanske predmete in Poljaki so organizirali etnološke ekspedicije že v 70. letih in tudi pripeljali mnoge zanimive predmete v Varšavo oziroma v ta muzej. No, v tem muzeju so nam bili takoj pripravljeni posoditi predmete za to razstavo in dejansko so nam posodili 100 predmetov, ki so razstavljeni na tej razstavi. Ob tem, ko sem iskal ljudi, Slovence in Slovenke, ki so bili v Afganistanu, se je pa izkazalo, da tudi ti ljudje hranijo mnoge predmete, tako da smo potem lahko postavili to razstavo z kombinacijo teh predmetov iz muzeja in pa iz privatnih rok. Poleg tega pa se je v času raziskovanja in zbiranja podatkov smo zbrali tudi zelo zajeten arhiv 7000 fotografij o Afganistanu iz različnih časovnih obdobij.
Omenil bi še to deklico, afganistansko dekle, ki je nekako rdeča nit te razstave oziroma na vsem propagandnem materialu, na zloženkah, na plakatih in tako naprej, je ta deklica nas spremlja. Zakaj? Ko sem pregledoval ves ta slikovni material, sem odkril fotografijo Mare Talakovića, znanega slovenskega fotografa, ki je tudi potoval v 90-ih letih v Afganistan, takrat se je pravzaprav pretihotapil z mudžahedini v Afganistan in slučajno zagledal to dekle med skupino beguncev, ki so bežali v Pakistan in uspel je nek trenutek, ko jo je fotografiral. Namreč mene so prevzele te oči oziroma ta pogled in zdi se mi, da govorijo vse, kar danes Afganistan je. Se pravi, te oči izražajo tako grozo kot neko nemoč, kot neko negotovost in skratka, zdelo se mi je res, da poskusimo s to fotografijo opozoriti vse obiskovalce na Afganistan, kakršen je danes. Ta fotografija sicer asociira na znano fotografijo Afganistanke ameriškega fotografa Steva McCurryja, ki je bila objavljena na naslovnici National Geographica v 70-ih letih in je bila emocionalno tako močna, da smo si jo verjetno vsi zapomnili, ki smo jo videli takrat. No, čez 25 let pa je McCurry ponovno odkril to dekle, takrat že žensko, in ponovno je bila zapisana njena zgodba in tudi fotografije, s tem, da je njena življenjska zgodba zelo žalostna. Pristala je kot begunka v Pakistanu in potem so jo celo zaprli in zdaj kje živi, niti ne vemo, ali je še v Pakistanu ali je se vrnila v Afganistan. Skratka, to afganistansko deklico se mi zdi, da smo nekako uspeli, saj upamo, da si bodo obiskovalci oziroma gledalci zapomnili razstavo tudi po tem močnem, globokem izrazu njenih oči. Razstavo smo razdelili na 12 poglavij in sicer zdaj smo v prostoru, ki se imenuje Afganistan so ljudje. V tem prostoru spregovorimo oziroma želimo opozoriti, prikazati ljudem, obiskovalcem, predvsem etnično raznolikost Afganistana, kajti Afganistan je etnično zelo pisana dežela. Celo v njihovi himni govorijo o 8 etničnih, etnolingvističnih skupinah. Glavne so seveda Paštuni, Tadžiki, Hazari, potem Turkmeni, Kirgizi, Ajmaki in tako naprej. Skratka, teh ljudstev je kar precej in glavna jezika, ki jih govorijo v Afganistanu, ki sta tudi uradna jezika, sta Paštu in pa Dari. Dari je pravzaprav neka izpeljanka iz Farsija, iz perzijskega jezika, medtem ko Paštu je jezik Paštuncev. Oba sta indoevropska jezika, tako da smo na nek način Slovenci povezani tudi preko indoevropskih prednikov z Afganistanom. V teh 12 poglavjih oziroma na razstavi prikazujemo tako predmete, afganistanske predmete, kot tudi fotografije znanih slovenskih fotografov, na primer Arneta Hodaliča, Mare Talakovića, Mance Juvan, vsi so bili po večkrat v Afganistanu. Potem prikazujemo tudi fotografije in pa citate različnih slovenskih avtoric in avtorjev, in sicer iz teh zgodb, ki smo jih objavili v knjigi, smo poiskali
njihove misli o Afganistanu, seveda citate skrajšane in potem poiskali tudi fotografije, ki se navezujejo na te citate, tako da na teh premikajočih se tablicah si lahko obiskovalci ogledajo tudi to. Potem imamo na stenah različne krajše misli, od Aleksandra Velikega do različnih afganistanskih filozofov, mislecev, pa tudi slovenskih popotnikov in pa popotnic. No in v tem prostoru govorimo, kot rečeno, o etnični raznolikosti, pomagamo si tudi z videofilmi, ki smo jih dobili 8. V glavnem smo to poiskali preko interneta in vedno so se avtorji ali pa avtorice odzvali zelo pozitivno, tako da smo dobili te video posnetke brezplačno. Skratka, skušali smo pripraviti čim bolj zanimivo in dinamično razstavo in mislim, da vsak obiskovalec, ki se sprehodi skozi razstavo, sam ni nujno, da z vodstvom, čeprav imamo tudi organizirano vsakomesečna vodstva, 2-krat na mesec, da dobi kar dober vpogled v to izjemno zanimivo deželo. Zdaj, v času, ko sem jaz pripravljal to razstavo, se mi je zdelo, da je ta dežela zelo aktualna tudi, tako glede vojnega dogajanja, kot tudi političnega. In še posebej, ker so napovedovali, da se bo leta 2014 umaknila vojska NATO oziroma ISAF-a, se pravi tudi slovenska vojska iz Afganistana, in takrat niti ni bilo jasno, kaj se bo leta 2014 zgodilo. Zgledalo je, da se bo ponovila neka huda državljanska vojna. Na srečo se ni, imeli so takrat volitve, zaključil se je mandat nekdanjega ali pa bivšega predsednika Hamida Karzaja, no in v volitvah so izvolili najprej, skratka, izvolili so 2 imeni, 2 človeka, ki pa sta nekako konkurenta sta bila Ashraf Ghani in pa Abdullah, in tudi to je, ker je bil tako tesen volilni izid, je izgledalo leta 2014, da bo tudi to privedlo do državljanske vojne, vendar jim je uspelo nekako strasti umiriti in dogovorila sta se, da oba prevzameta najvišje funkcije, tako da imajo trenutno v Afganistanu neke vrste dvovladje, kot da bi bila 2 predsednika. V tem prostoru govorimo ali pa skušamo pokazati tudi tradicionalna afganistanska oblačila. Namreč afganistanska družba je še vedno izjemno konzervativna in tako kot Koran zapoveduje zelo skromno oblačenje, so moški še vedno večinoma oblečeni v neke vrste šalvar kamis, se to imenuje, se pravi dolga srajca in široke hlače zavezane, in pa ponavadi nosijo telovnik, in pa skoraj večina moških ima še vedno brade, so bradati in pa na glavi imajo čepico in pa turban. Medtem ko pri ženskah je značilno oblačilo burka, ki je značilno prav za Afganistan. Nikjer drugje na svetu ne nosijo burk, razen v Afganistanu, vendar je tudi ta burka doživela neke vrste razvoj. Namreč videl sem risbe iz preloma 19. v 20. stoletje, ko so bile burke zelo drugačne, kot so danes. Takrat so začele nositi burke v glavnem meščanke, s tem so pokazale, da se ne ukvarjajo s težkim fizičnim delom. Hkrati je bil to nek način, če je stopila na cesto, se je zakrila v burko, ki je neke vrste vrečasto oblačilo, in to imamo tudi tu razstavljeno. Možnost je celo preizkusiti burko in seveda vsak, ki si jo natakne, lahko vidi, kakšen je
pogled skozi to mrežico spredaj. No, te meščanke so začele nositi te burke in potem se je to oblačilo razširilo tudi na podeželje, tako da če so podeželske ženske odšle v mesto, so ponavadi prišle v burkah. Vendar se je v obdobju, recimo v 50., 60., 70. letih se afganistanska družba zelo odprla in tudi liberalizirala, tako da so takrat je prodrla tudi zahodna moda, zahodna oblačila in burke so čedalje bolj izginjale. Po začetku vojne, pravzaprav se je v Afganistanu leta 1973 se je zgodil državni udar, ko so vrgli kralja s prestola, njegov bratranec ga je vrgel. Kralj je bil takrat ravno na počitnicah oziroma na zdravljenju v Italiji in začelo se je obdobje Afganistana kot republike. No, in leta 1979 je okupirala Sovjetska zveza Afganistan. In s tem se je pravzaprav začelo vojno obdobje, ki še danes traja. V tem sovjetskem obdobju oziroma obdobju sovjetske okupacije so ženske sicer dobile več pravic, celo uvedli so obvezno šolanje za ženske in tudi bile so zaposlene recimo v šolah, v bolnicah, kot prodajalke in tako naprej. Leta 1989 pa tudi s padcem Berlinskega zidu in takrat je vladal v Sovjetski zvezi Gorbačov in Sovjetska zveza je razpadla in seveda se je tudi sovjetska vojska umaknila iz Afganistana, tako da se je to 10-letno obdobje sovjetske okupacije se zaključilo, ampak takrat se je pa začela huda državljanska vojna med različnimi frakcijami v Afganistanu, ki je trajala vse do leta nekako 1996, ko pa se je začelo obdobje talibanskega terorja. Talibani so bili sprva študenti medres verskih šol v Pakistanu in ker je bil ta kaos v Afganistanu, so prišli, večinoma so bili pa to paštuni iz Afganistana, ki so študirali v Pakistanu in organizirano so prišli v Afganistan in bili vojaško zelo uspešni, tako da so praktično v nekaj mesecih zasedli od Kandaharja do Kabula in tako naprej. In potem je to obdobje trajalo do leta 2001, ko se zgodi 11. september, napad na ZDA, Bin Ladna in Al-Kaide. No in kot odgovor na to so seveda Američani napadli Afganistan in sesuli talibanski režim zelo hitro. V tem talibanskem času so ženske izgubile vse pravice in to je bilo pravzaprav najhujše obdobje za Afganistanke nasploh v vsej zgodovini. No, po padcu talibanskega režima pa se začne spet obdobje nekako bolj normalnega življenja, čeprav marsikaj je tam še zelo narobe in še vedno, kot sem že večkrat omenil, divja vojna. Smo v prostoru, ki smo ga poimenovali, kje leži Afganistan. Seveda tukaj govorimo o geografiji Afganistana. Afganistan je namreč nekje med Iranom, med Perzijsko planoto in pa Indijsko podcelino in pa pod Pakistanom je Arabsko morje oziroma Indijski ocean, nad Afganistanom pa centralnoazijske države, to so Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan in pa celo do Kitajske. Namreč tu pride zelo ozek pas doline Vakan, ki meji na Kitajsko. Geografija Afganistana je zelo razčlenjena, zelo raznolika, tako da od juga, na jugu so v glavnem puščave in pa polpuščavska območja
in potem to prehaja v gorato območje osrednjega Afganistana, ki je bolj ali manj neprehodno, in pa do zelo visokih gora Hindukuša, o katerem sem že govoril prej. Najdaljša meja Afganistana je z sosednjim Pakistanom na vzhodu, okrog 2500 km, na zahodu pa meji na Iran. Glavna večja mesta so seveda glavno mesto Kabul, kjer živi danes okrog 8 milijonov prebivalcev, in pa potem Herat, Kandahar, Mazar-i Šarif, Dželalabad, Gazni. Afganistan ima samo dve glavni cesti, so tudi druge, vendar so slabše opremljene, in sicer glavna pot je ta Herat, Kandahar, Kabul in pa naprej preko Khyber pasa v Pakistan, in pa cesta, ki pride iz severa, iz Tadžikistana. To severno cesto so gradili Rusi že v 60-ih letih in pozneje se je izkazalo, zakaj so jo tako dobro gradili, kajti ob okupaciji so prišli tanki v nekaj urah po tej severni cesti do Kabula. Afganistan nima železnic, obstajajo pa načrti za železnice, namreč če bi zgradili železniško progo od Kandaharja do Kvete, bi bili povezani tudi z Indijskim oceanom, kajti do Kvete v Pakistanu pride železniška proga. Obstajajo tudi načrti za železnico iz Herata proti Iranu, ampak tega ta čas ni, zdaj sploh, ker je še vedno vojna, nekje ideje so, načrti so, je pa veliko vprašanje, kdaj se bo to realiziralo. V tem osrednjem območju Afganistana so odkrili pred nekaj leti izjemno rudno bogastvo. Ocenili so ga na ne vem koliko tisoč milijard dolarjev in seveda je Afganistan po naravnih bogatstvih zelo bogat, vendar žal infrastruktura in pa tudi politična situacija ne dovoljujeta, da bi začeli ta naravna bogatstva tudi črpati. No in celo na severu so odkrili nekaj nafte, ki pa jo že črpajo Kitajci. Kar se tiče infrastrukture ali pa komunikacije, ima Afganistan nekaj letališč, predvsem je mednarodno letališče v Kabulu in pa manjša letališča v Heratu, v Bamijanu, Mazar-i Šarifu. Pomemben je Bamijan oziroma ta osrednji del Afganistana, ki ga imenujejo Hazaradžat, kajti tu živijo Hazari, ki so potomci Mongolov, Džingis Kanove vojske, ki je prodrla v srednjem veku do Afganistana in potem šla tudi naprej, no, ampak nekako potomci teh vojakov so se naselili tu in gre za seveda popolnoma drugo ljudstvo, govorijo drug jezik kot ostali, govorijo svoj jezik in pa tudi po religiji so šiiti. Namreč večina Afganistancev je sunitov, muslimanov. Islam je prodrl v 7. stoletju v Afganistan, predtem pa so bile druge religije. Bil je razširjen budizem in pa tudi hinduizem in budizem se je ohranil vse do 10. stoletja v Afganistanu. Afganistan je bil tudi na poti tako imenovanih svilnih poteh, ki so šle od Kitajske pa vse do Rimskega cesarstva. In sicer so potovali oziroma trgovci prenašali iz Kitajske svilo, medtem ko potem čaj in druge dobrine, medtem ko iz zahoda so trgovali oziroma prenašali tudi z konji, slonovino, zlatom, tako da je pač ta trgovina šla v obe smeri. In Afganistan je bil nekje tu vmes. Bil je tudi ves čas nekako med temi velikimi cesarstvi, kot je Iransko cesarstvo in pa tudi Indijski imperij.
No in pa v 19. stoletju govorijo zgodovinarji o tako imenovani veliki igri, The Great Game, ko je prišlo do rivalstva med angleško kolonijo Indije, se pravi Veliko Britanijo in pa ruskim imperijem, in Afganistan je bil ravno nekje vmes in postal je tudi tamponska cona. Tako da v 20. stoletju, v 19. stoletju so bojevali dve vojni z Angleži, tako imenovane afganistansko-angleške vojni. Žal so takrat izgubili in s tem so potem tudi Angleži pridobili nekaj ozemlja in nek angleški diplomat Duran je razdelil Afganistan in po tej meji, ki danes poteka, imenuje se Duranova linija, in razdelili so paštune na dva dela, tako da paštuni živijo danes in v Pakistanu in v Afganistanu in gre pravzaprav za nekako najbolj nevarno mejo na svetu sploh. No in tu so seveda potem prehajali v tem času afganistanske državljanske vojne, mudžahedini iz Pakistana v Afganistan. V 20. stoletju je bil Afganistan nevtralen tako v prvi kot tudi drugi svetovni vojni in po drugi svetovni vojni se je priključil gibanju neuvrščenih in ravno zaradi tega smo imeli tudi zelo dober odnos, se pravi bivša država Jugoslavija z Afganistanom. In ko so pač popotniki iz Jugoslavije takratne potovali v Afganistan, so vsi vedeli za Jugoslavijo, za Tita in so bili vsi zelo dobrodošli. Ta zgodovina oziroma ta turbulentna zgodovina se je nadaljevala v današnji čas in kot sem omenil, je ponovno prišlo do leta 2001, po 11. septembru do napada Amerike na Afganistan in pa potem do koalicije sil. Čez 50 jih je bilo in šlo je pravzaprav za največjo vojsko sploh v zgodovini. Mislim, da je bilo okrog 150 000 vojakov iz različnih delov sveta, ki so bili udeleženi v tej vojni v Afganistanu. 2014 se je ta vojska umaknila, vendar so še vedno ostali nekateri, ampak zdaj se pa ponovno vrača spet ameriška vojska. Tako da ravno v letošnjem letu so poslali okrog 30 000 ameriških vojakov ponovno v Afganistan. In talibansko gibanje se ponovno širi po Afganistanu, tako da vladne sile, vladna vojska obvladuje v glavnem samo velika mesta, kot je Kabul, Herat, Mazar-i Šarif, medtem ko talibani so prisotni pravzaprav že povsod na podeželju in je veliko vprašanje, kaj se bo dogajalo naprej. Tu razstavljamo različne predmete, recimo lahko si ogledajo obiskovalci lapis lazuli, ki ga kopljejo v Badakšanu, to je skrajni severovzhod, in lapis lazuli kopljejo že tisočletja, gre za najbolj kvaliteten lapis, namreč obstaja tudi drugje na svetu, na primer v Južni Ameriki, ampak afganistanski je vrhunski. No in recimo že Tutankamonova maska v Egiptu je okrašena tudi z lapis lazuljem. Tako da lahko vidimo, da je po teh svilnih poteh potoval tudi lapis iz Afganistana v druge dele sveta. Ja, za Afganistan je značilen konjeniški šport buskaši, ki je verjetno ostanek še mongolske vojske oziroma njihove konjeniške veščine. Nekoč v preteklosti se je buskaši dogajal lahko cel dan ali pa celo več dni, pozneje se je to skrajšalo na nekaj ur in sicer preselilo se je tudi v štadion, včasih je bilo to
pač nekje na podeželju se dogajajo buskaši. Gre pa za to, da konjeniki tekmujejo med seboj in sicer zagrabiti morajo truplo teleta ali pa koze, ki tehta približno 30 do 40 kilogramov. To pomeni, da z eno roko drži to truplo in ga mora prinesti v nek cilj, v nek krog. Ampak, da do tega pride, je še dolga pot, kajti dovoljeno je vse. In v bistvu gre za najbolj grob šport sploh verjetno na svetu, kajti jezdeci, jahači, da si priborijo to truplo in da ga zanesejo v cilj, lahko bičajo, lahko vlečejo, lahko karkoli druge jezdece oziroma jezdeca, ki ima to tele ali pa kozo v eni roki. Skratka, pride jasno tudi do hudega prerivanja, ampak morajo biti pa res izvrstni jezdeci, da vse to zmorejo, namreč v eni roki drži kozo, v drugi roki bič, tako da pač jaha samo z nogami, se okleplje sedla. No in temu, ki mu uspe to prinesti v cilj oziroma zanesti, ta postane potem res, doživi najvišji status v državi Afganistan. Prinese veliko slavo tudi lastniku konja, kajti ponavadi jezdeci niso lastniki konjev, ampak so to kakšni vaški veljaki. In ta slava seveda doleti tako tega jezdeca kot konja in pa tudi tega vaškega veljaka. In zaslovi po vsem Afganistanu. To je podobno, kot so na zahodu recimo slavni filmski igralci, so v Afganistanu, ali pa tudi drugi športniki pri nas, ne, ampak v Afganistanu je to vsekakor ta čapandas, tako imenujejo te konjenike, te jezdece, ki zmaga na konjeniškem tekmovanju buskaši. To še vedno traja in sicer v večjih mestih, ponavadi v štadionih, ponavadi je to v spomladanskem času in seveda se potem tudi ti jezdeci selijo in tekmujejo v različnih krajih in pobirajo pač tudi visoke nagrade. Ob tem tekmovanju pa jasno, večina Afganistancev stavi, ne, in ob teh stavah potem nekateri obogatijo, drugi izgubijo, ampak to je pač ta del vsakdana Afganistana. Afganistanci so še vedno v glavnem se ukvarjajo s poljedelstvom in pa živinorejo. Industrije je izjemno malo, seveda deloma zaradi vojne, pa tudi že prej ni bila industrija razvita in več kot polovica prebivalcev je bilo nomadov. No, to sem pozabil prej povedati, da štetja že zelo dolgo ni bilo, ampak po ocenah iz leta 2015 živi danes približno v Afganistanu 33 milijonov ljudi, s tem, da 3 milijoni so pa begunci. Milijon v Iranu in pa približno 2 milijona v Pakistanu. No, in nekaj teh beguncev je prišlo celo v letih 2015-2016 v Evropo in mala peščica celo v Slovenijo. Ti živinorejci so bili v glavnem nomadi. Selili so se s svojimi čredami ovac in koz, nekateri so imeli tudi kamele. V glavnem je šlo za Tadžike in pa za Kirgize, predvsem v vzhodnem delu Afganistana in pa tudi v srednjem. In jasno, ker so se ukvarjali z ovčerejo, so potem prišli tudi do velikih količin volne in iz te volne so potem tkali preproge. V glavnem je bilo in tudi še vedno je to delo otrok in pa žensk. Obstajajo 3 tipi preprog, in sicer so vozlane preproge, potem tkane preproge, to so manjši kilimi, ki so ponavadi molilne preproge,
in pa polstene preproge, ki jih imamo tudi razstavljene. So najrazličnejših vzorcev in pa barv, no, še vedno uporabljajo večinoma naravna barvila in so svetovno znane preproge. Tako da to je pravzaprav kar pomemben del izvoza njihovih izdelkov, da izvažajo afganistanske preproge na zahod, tako v Evropo kot tudi v Združene države Amerike. V poglavju Afganistanska kultura spregovorimo tako o afganistanski glasbi kot njihovi kulinariki in pa tudi arhitekturi. Že prej sem omenil, da je Afganistan nekje na sečišču ali pa križišču različnih kultur, tako perzijske kot indijske. Seveda so pa tu prehajale mnoge kulture, recimo že z Aleksandrom Makedonskim, ki je prav tako prešel Afganistan svojo vojsko in je zanesel recimo grško kulturo. In vsa ta mešanica je potem ustvarila neko novo kulturo, afganistansko kulturo, ki se seveda odraža v različnih področjih, od glasbe do prehrane, do arhitekture, tudi šege in navade in tako naprej. No, med najbolj značilna glasbila sodi rabab, ki asociira ali pa je podoben goslim in ima zamolkel zvok in seveda so veliki mojstri na tem inštrumentu. Glasba v glavnem se ukvarjajo oziroma glasba spremlja različne praznike, praznovanja, kot je na primer poroka ali pa obrazovanje dečkov. Nekako so pa, govorimo o treh zvrsteh glasbe, tako je glasba, se razvila posebna glasba v velikih mestih, kot so Kabul, Kandahar, Herat ali pa Mazar-i Šarif. Potem je popularna glasba, ki so jo širile radijske postaje, in pa še vedno tradicionalna ljudska glasba, ki je prav tako razširjena po vsem Afganistanu in ki jo igrajo predvsem na teh praznovanjih. Tudi njihova kuhinja oziroma kulinarika je neka mešanica tako perzijske kuhinje kot indijske kuhinje. Pridelujejo različne poljščine. Med najbolj značilno zelenjavo, ki pravzaprav spremlja vse njihove jedi, so jajčevci. Skratka, pridelujejo tudi odlično sadje, zelo, zelo dobro, res najboljše grozdje sem jedel prav v Afganistanu, potem granatna jabolka, melone so izvrstne, kajti v Afganistanu je celinsko podnebje, se pravi so vroča poletja, hladne zime, no in tako uspeva mnogo sadja in pa tudi zelenjave, poljščin, predvsem na severu Afganistana. To so zelo rodovitna območja Afganistana. Ena od najbolj značilnih jedi je abgušt, to je neke vrste, mi bi temu rekli lahko golaž, ki ga pripravijo v večjih kotlih in potem servirajo kar v neke vrste plastičnih kadeh. In jedo še vedno na tleh, tako da se usedejo v glavnem prostoru v hiši, na tla razgrnejo nek polivinilast oziroma plastičen prt, potem se posedejo okrog te jedi in jedo z značilnim ploščatim nekvašenim kruhom. Ta kruh je tako dober, da so ga vsi, ki so bili kadarkoli v Afganistanu, omenjali in ga niso pozabili, ker je res okusen, še posebej, če je svež.
No in s tem si tudi pomagajo kot s priborom, to je neke vrste pribor, kajti žlic, vilc, nožev tega ne uporabljajo. In še vedno jedo z rokami in to je v glavnem povsod, razen morda sedaj v mestih, pa tudi v nekih restavracijah, kjer se je seveda razširil tudi ta zahodni način prehranjevanja z vilcami, noži in pa žlicami. Slovenija je bila prisotna v Afganistanu s svojo vojsko v okviru NATO oziroma sil ISAF-a 10 let, od leta 2004 pa vse do leta 2014. No in to poglavje smo tudi poimenovali Slovenska vojska v Afganistanu in razstavljamo dve uniformi dveh slovenskih vojakov oziroma oficirjev. Poleg tega pa sta prinesla s seboj različne predmete iz Afganistana, ki so seveda na nek način tudi spominki in to razstavljamo v dveh ločenih vitrinah. Slovenska vojska je bila v glavnem v provinci Herat, sodelovali so z italijansko vojsko, poleg same vojske pa so delovali tudi civilni funkcionalni strokovnjaki, ki so pomagali pri humanitarnih projektih v Heratu in pa tudi v okolici. No, leta 2014 se je Slovenska vojska vrnila, ostalo je samo še nekaj svetovalcev, v glavnem v Kabulu, in s tem, ko se je vojska vračala z polnimi letali, so se prazna letala vračala nazaj v Afganistan in v tistem času so organizirali v Sloveniji tudi neko nabiralno akcijo smučarske opreme in sicer je to izvajala nevladna organizacija Krog, ki je dejansko zbrala mnogo smuči in pa druge opreme in vse to so potem transportirali v Bamijan, v prestolnico Hazaradžata, kjer živijo Hazari in danes se mladina uči smučati na slovenskih smučeh. Ta projekt so poimenovali Afghanistan Ski Challenge in sicer sta začela pred nekaj leti to dva Švicarja, tako da sta začela poučevati mladino, dekleta in pa fante smučanja in to je pravzaprav prvič, da se ukvarjajo s tovrstnimi dejavnostmi oziroma z nekim športom, kajti tereni so odlični, seveda pa nimajo popolnoma nobene infrastrukture, nobenih sedežnic, vlečnic in tako naprej. Ampak kljub temu pač to so recimo neki začetki smučanja v Afganistanu, ki gredo seveda tudi v zahvalo recimo tem praznim letalom Slovenske vojske, ki so vse skupaj to prepeljali v Afganistan. No, že prej sem omenil, da je bilo približno 1600 vojakinj in vojakov v Afganistanu. Zdaj, če prištejemo še njihove družinske člane in prijatelje, je bilo nekako neposredno povezano z Afganistanom tam okrog 6 do 7 tisoč ljudi, kar je kar nekaj, ne. Tako da že za voljo tega se mi zdi tudi pomembno, da smo pripravili to razstavo in opozorili na tudi to slovensko prisotnost v Afganistanu oziroma sploh, da seznanjamo slovensko javnost, pa tudi drugo tujo javnost z Afganistanom oziroma njegovo bogato in zanimivo kulturo in civilizacijo. V poglavju Daleč od doma spregovorimo o begunskem vprašanju, o beguncih, o Afganistancih, ki so zbežali iz Afganistana. Že prej sem omenil, da se v Afganistanu dogaja že 40 let vojna, seveda pa si nihče ni predstavljal, da bodo Afganistanci prišli tudi do Slovenije oziroma na nek način je Afganistan jeseni 2015 vstopil celo v ta naš slovenski prostor.
Vemo, da je v tistem času od jeseni 2015 do pomladi 2016 prehodilo ali pa prišlo Slovenijo približno 500 000, se pravi pol milijona begunk in beguncev, med njimi tudi nekaj Afganistancev, nekateri so pa celo se ustavili oziroma ostali v Sloveniji. V tistem času jeseni 2015 se je odločila ekipa Slovenskega etnografskega muzeja, bili smo 4, preko Slovenske filantropije smo šli kot prostovoljci v begunske centre v Šentilj, kjer smo delali 2 dni in se pogovarjali s temi begunci in seveda izvedeli zelo, zelo travmatične zgodbe. No, sam sem vodil begunce iz zgornjega taborišča v spodnje na zdravniške preglede. Predvsem mladi so znali angleško, tako da smo se lahko sporazumevali in to so bili res čustveno izjemno močni in globoki trenutki. Tako da glede na to, da se je potem pa pojavila tudi hudo nasprotovanje in pa tudi sovražnost, celo rasizem in fašizem v Sloveniji, sem želel, da bi pač vsak, ki je odreagiral tako čustveno negativno, da bi vsaj 1 uro lahko se srečal s temi begunci in verjetno bi popolnoma spremenil svoje mišljenje. Skratka, tu na razstavi razstavljamo tudi nekaj predmetov, ki smo jih prinesli iz begunskega centra v Šentilju. Pozneje je šla ena manjša skupina še v Brežice. No, spomladi 2016 smo se pa odpeljali prav tako iz etnografskega muzeja v Idomeni. To je bilo takrat največje begunsko taborišče na meji med Grčijo in pa Makedonijo. S seboj smo odpeljali nov šotor in ga zamenjali za ta šotor za zgodbo. Open the borders, odprite meje. Tam je bilo na tisoče begunk in beguncev, ki so se morali zaustaviti pred neprodušno makedonsko mejo v Grčiji in seveda nihče ni vedel, kaj se bo dogajalo naprej, kako z njimi in tako naprej. Skratka, Evropska unija si takrat umila roke in prepustila begunce Grkom in pa Turkom. Tako da nekateri so se vrnili v Turčijo, v Turčiji jih je danes približno 2 milijona, poleg tega jih je 1 milijon v Libanonu in pa v Jordaniji. Vendar seveda ta begunski val se ni končal, še vedno prihajajo, še vedno poskušajo tudi ilegalno priti preko Slovenije, v glavnem želijo priti do Nemčije ali pa do Skandinavije. No, v tem delu smo potem postavili še nekaj umetniških projektov oziroma instalacij, in sicer Eve Petrič, Brez meja, potem prikazujemo nagrajeni film, dokumentarec Damjana Kozoleta, Meje, in pa dokumentarec oziroma film, video begunca, mladega afganistanskega begunca Ahmada Adaljana, ki je prišel v Slovenijo in je tudi ostal tukaj. Njegov film je na osnovi Rumijeve poezije in sicer govori na poetičen način o tem brezizhodnem položaju pravzaprav ljudi, ki se znajdejo v koži begunca. V poglavju Afganistan in droge spregovorimo o drogah v Afganistanu. Afganistan je namreč danes med največjimi izvoznicami ilegalne droge, to sta predvsem opij in pa heroin, in pa seveda tudi hašiš. In vse to pridelujejo v Afganistanu, v glavnem pridelujejo na jugu v provinci Helmand in pa deloma tudi v osrednjem in pa severnem Afganistanu.
No, v vitrini prikazujemo originalne kose hašiša, pa tudi opijevo pogačo, ki so nam jih posodili v Policijskem muzeju v Tacnu, in pa lahko si obiskovalci ogledajo tudi fotografije in pa preberejo tekste, kjer je pač natančno razloženo, kako se prideluje ta droga, kako jo tudi potem iz opija izdelujejo heroin in ga potem tihotapijo po najrazličnejših poteh na zahod, predvsem v Evropo in pa tudi v ZDA, in cena teh drog naraste na potenco, tako da seveda kmetje dobijo izjemno malo, skromno plačilo, medtem ko največ pa zaslužijo tako imenovani narkobaroni, ki živijo v Afganistanu, in pa seveda tudi potem naprej posredniki v Evropi in pa v Združenih državah Amerike. V poglavju Na tem svetu nismo sami spregovorimo o nevladnih organizacijah, ki so delovale in deloma tudi še delujejo v Afganistanu. Seveda nekaj teh nevladnih organizacij je bilo tudi slovenskih, tako da v glavnem so se že vsi vrnili v Slovenijo, ostala pa je velika organizacija ITF, ki se ukvarja z razminiranjem. Afganistan je namreč med najbolj zaminiranimi deželami tega sveta. Tako da ITF je prišla v Afganistan z namenom razminiranja, hkrati pa tudi izobraževanja Afganistancev, in danes deluje predvsem v Kabulu, kjer usposabljajo, mislim, da več 100 Afganistancev, ki potem iščejo mine po vsem Afganistanu in poskušajo to razminirati. Seveda ob minah gre za hude tragedije, ponavadi je tako, da prav otroci se nekje igrajo in potem raznese mino, tako da so tudi mnogi od teh poškodovani, jim utrga ude in so potem obsojeni, skratka, če preživijo na vse življenje na neko invalidnost. No, prikazujemo pa tudi zemljevid, kam vse Slovenci odhajamo, ne. Poskušamo namreč pojasniti predvsem šolski mladini, da migracije so vedno bile in tudi vedno bodo, in tudi mnogi Slovenci in Slovenke so odhajali v svet skozi vso zgodovino, tako da poskušamo nekako prikazati z temi raznobarvnimi bucikami, ki so zapičene v zemljevid sveta, kam vse so Slovenci odšli in s kakšnimi razlogi. Lahko so bili to politični razlogi, verski razlogi, lahko ljubezenski, skratka na različni razlogi, da so sploh odšli nekam. Ampak jasno je, da smo Slovenci tudi razširjeni tako rekoč na vseh kontinentih tega sveta. Največ jih je odšlo seveda po Evropi, mnogo pa tudi v ZDA, Kanado ali pa v Južno Ameriko, predvsem Argentino, pa tudi v Avstralijo. V poglavju o opolnomočenju Afganistana govorimo o ženskem vprašanju v Afganistanu, o afganistanskih ženskah. Prej sem že omenil, da je Afganistan spolno zelo ločena družba, zelo konzervativna, tudi zelo patriarhalna. Neke stvari so nam pravzaprav zelo težko predstavljive. Nekako največji teror se je prav gotovo izvajal nad Afganistankami v času talibanov. Takrat ženska ni smela stopiti sama na cesto, ukinjeno je bilo vse, ni se smela več šolati, ni smela delati izven doma, skratka morala se ostajati doma. Če je šla ven na cesto, je šla lahko samo v spremstvu najožjega moškega sorodnika, to je bil mož ali pa oče ali brat, drugače se je pa pač odvijalo njeno življenje doma. V Afganistanu je tradicija bila, še vedno je, da so dogovorjene poroke.
To pomeni, da se starši med seboj dogovorijo in ženin in nevesta oziroma mlada dva, fant in punca, se do poroke praktično ne vidita. In to se je dogajalo in se tudi še vedno dogaja. In prav zaradi tega prihaja tudi do mnogih tragedij, mnogih travm. Najekstremnejša je verjetno ta, da se žena, ki se pač poroči in ki pride v ženinovo družino, in mnogokrat se zgodi, da jo izkoriščajo na vse načine, postane lahko celo neke vrste sužnja, da vidi edini izhod v tem, da se polije z jedilnim oljem in zažge. Tako da je to, mislim, dosti teh primerov, naprimer v Heratu v bolnici so ženske s hudimi opeklinami. Druga zadeva, ki je nepojmljiva za nas, če se zgodi posilstvo, je ženska kriva, ne moški, ne. In potem ponavadi žensko zaprejo in če zanosi, potem rodi otroka in ostane z otrokom pač toliko let, kolikor je obsojena, v zaporu. Skratka, to so neke zadeve, ki so res grozljive, ampak tako pač je. Še vedno močno upoštevajo šeriatsko pravo, ki jasno na nek način privilegira moške in v marsičem tudi degradira ženske. No, ampak kljub temu pa se po mestih dogajajo pa le tudi pozitivne reči, tako da mlada dekleta ponovno hodijo v šole, se tudi študirajo na univerzah in se poskušajo udejstvovati v različnih aktivnostih, tudi različnih športih. Recimo ukvarjajo se tudi z borilnimi veščinami, potem na sami razstavi prikazujemo zgodbo nekega afganistanskega dekleta, ki se ukvarja z hip-hop glasbo. In pa zanimiva je zgodba tudi nogometne ekipe, tako moške kot ženske, ki so jo opremili v danskem podjetju Hummel, medtem ko dizajn za te nogometne drese, ki jih izdeluje dansko podjetje, pa je naredil irski dizajner in dobili smo te nogometne drese, ki jih tu prikazujemo. Zelo lepi so tudi z vdelanimi oziroma tkanimi levjimi glavami, kajti ta nogometni klubi se imenujejo afganistanski levi. No, in tudi tu so prisotne ženske, tako da obstaja in moški in ženski nogomet in to se zdaj na nek način kar širi in seveda mnoge ženske si želijo pač normalno zaživeti življenje, ki je nam na zahodu popolnoma vsakdanje in se sploh ne sprašujemo o tem, tam pa so mnoge aktivnosti, mnoge zadeve še vedno tabu.